Dobro jutro in lep pozdrav, iskalci in iskalke miru, mogoče še bolj branitelji miru. Ne? Zdaj, mir je naše naravno stanje, ne? Tega iščemo in le zunanji svet se z vsemi močmi vzvodi in na vse kriple trudi, da bi nam usadil nemir oziroma ta naš božji sveti mir rušil. Zdaj, Indijanci so rekli, beli človek je zasedel našo sveto deželo, naš obljubljeni svet, moja domovina. Nikjer v nobenem primeru ni govora o landscapeu, torej o deželi, kjer nekaj raste, kjer nekaj teče, vendar dežela znotraj nas, dežela, domovina znotraj nas, dom vina, torej vino je resnica, dom resnice in dom miru. Tam, kjer prebiva narod, ki si je soroden in sorodne duše, imamo vsi en in isti namen, ene in iste želje in pretakamo eno in isto misel. Mene precej razpištoli, ko slišim ta izraz, ja, ljudje smo si različni. Ja, drži, smo, ja, ampak mi, sorodne duše, vsi nismo nič različni, vsi smo glih, iste stvari imamo radi. Mi isto v srcu mislimo, skozi srce mislimo isto. Kajti nekje v globini imamo vsi konektor, vsi smo nekje v globini povezani. Povrh pa je zdaj razlika, kdo se ukvarja z egom in kdo ne. Kdo je ego zmanjšal, kdo ga je ubil in kdo iz njega polno deluje. A ne? In dostakrat tudi ujamem, imamo dober ego, slab ego. Nimamo ni to tako. Ali živiš iz ega ali pa iz čiste duše. To je vse, kar je. Ali je tvoj namen pridobiti za sebe, ali je tvoj namen dati nekomu nekaj. Naj si bo čas, nasmeh, pogled, pomoč, razumevanje, prisluhniti mu in tako naprej. To pomeni dati. Zdaj boste rekli, ja, čas lahko dam ali pa vzamem. Ja, poročila vam čas jemljajo, jaz ga ne jemljem, zaradi tega, ker vam ne vsiljujem ničesar. Če želite prav, če pa ne, a ne, ampak ja, isto mislimo, pa nisem edini, kar čedalje več nas je in prav je tako. Jaz sem rekel, da se bom naslonil na besedo mir, pa na besedo na tega. Na tega je ena izmed stvari, ki so zapisane v Valvazorjevi knjigi, kjer je njemu, Valvazorju, star ribič, ne? Vse znalec, razlagal zgodbe o Cerkniškem jezeru in je rekel, da je posebno jezero, ja, valjda, ker nič ni tako, kot druga jezera imajo, in da v bistvu so neke kanali, neka jezera, neki sifoni, so neki kanali in so neke natege. Ga je lepo nategnil, ko mu je rekel, da je to natega. Pa pravzaprav natega je, kadar črpate bencin iz avta, ali pa na cevko, pa črpate, to je natega, vendar natega v naravi ne obstaja, ker zato potrebujete neprodušno zaprto cev, kar pa mislim, da pri nas ne funkcionira. Pa spet človek ne sme dati roke v ogenj, le logično začnemo razmišljati, pa ugotovimo, da je bolj mu Valvazorju ta roženta narinu eno debelo natego. Kakorkoli. Rad bi nekako pozoril, da ljudje delujejo iz ega. Delujejo v principu, da bodo nekoga nekje na nek način nategnili, a ne, in nekaj od njega pridobili. In mi gledamo takole zdaj to situacijo, sodniki pa zdravniki, ne, kje bo kdo koga s prstom v drek porinil, vse to je okej, ampak ta zdravnik misli, da je zdaj vse mogočen, ker je dobil 60 jurjev COVID dodatkov, v enih 6-7 jurjev ima plače, pa še s prstom kaže na čistilko, predrzneš, da bi jaz provociral čistilke in si rečeš, dobro, ti misliš, da si vse nategnil, vključno mene, ki si prek televizije prodal. Ampak ta fant gre pol na poti domov, posluša radio. A ne? In zdaj skozi radio je on nategnen, ne? Da je tam zastoj, da je
situacija taka in taka, da so športniki spet nekaj dosegli, da so spet na modni pisti izgubili, bla, bla, bla. Skratka, ta doktor, on misli, da ni nategnen, da je velemojster vseh nategunov. Ampak on ne ve, da je od zadaj tudi nategnen. Zdaj se pa vprašam, kaj ta, ki bere novice, ve, da nateguje ali ne. Valjda, če bi imel kaj soli v pameti, oziroma bi bil naše pameti, bi vedel, da tole, kar bere, je čista banana in bi lahko rekel, veš kaj, jaz se pa ne bom blameral. Ampak on tudi, kar to prebere, in skupaj ustvarjajo kot kolektiv, ne si bo televizijski ali pa radijski ali pa časopis, vsem šmoren, banano, in oni mislijo, pa smo jih nategnili. Vendar ta novinar gre zdaj v štacuno, in reče, bom pa kupil zdravi mango, zdravo banano, pa še zdravo solato. On je tudi tam nategnen in se vprašaš, a je ta prodajalka vedela, oziroma trgovec ve, kaj dela, in trgovec si misli, pa sem jih nategnil, v bistvu sem kupil za 5, prodal sem za 65, ampak on ne ve, da kadar je zbolel, zaradi teh produktov gre k doktorju, In zdaj doktor mu predpiše zdravila, ovo in reče, hvala lepa, ampak zdaj, že takoj, ko dobi zdravila, je nategnen, In zdaj krog natege je zdaj tako narejen, da v bistvu drugega nategujejo in vsak od njih pa misli, da je najboljši nategovalec. A imamo. Zdaj, meni je precej zanimivo, ko opazujem situacijo od zunaj, pa se rečem, pa dobro, pa kaj vam ni jasno. Ti misliš, da si mene nategnil, Zdaj pa, a ti ne veš, da si ti tudi nategnen, ali kaj? In zdaj ti iz svojega sveta podpiraš to natego, zaradi tega, da bo tvoja natega malo manj vidna. Lahko si pa še celo tako predrzen, kot ta doktor, pa praviš, čistilka dobila pa 20 evrov na uro. Ja, ne vem, samo ona 365 ur ne more delati, ali koliko si jih ti že na klamfaču. Mislim, ne da se pucati pizda tvojega ordinacije, če si na delo od doma. A ne, majster? Ne bo šlo, v pripravljenosti na metlo. Ni nobena čistilka še dobila nič. Ja, jaz mislim, da gre za, mogoče en korak prej, nismo se nikoli vprašali, odkje naenkrat za tako gmoto ljudi, takšne gmotne vsote denarja, ki so jih imenovali COVID dodatki. Odkje je prišel ta denar? Ja, mislim, da nam marsikomu je kristalno jasno, da to ni davkoplačevalski denar bil, ampak je bil denar iz fundacij Sorosa, Rockefellerja, torej tistih najbolj ostudnih prevarantov sveta, ki so vodili neke niti iz ozadja in vplivali na politiko, zdravstvo in vse, kar je pač potrebno, da so ljudi ugonobili in pripeljali v kozji rog, so nas pripeljali s temi bedarijami, smrtno nevarnimi genocidniškimi posegi. To je tisto, kar je bolj noro pri celi stvari, da ljudem ne možeš dopovedati, da imamo vsi enega in istega skupnega sovražnika. Torej, glede na to, da teh Sorosov pa fundacij več ni, verjetno tudi dodatkov ni več, kot so bili verjetno garantirani, obljubljeni. Sej obljub smo mi slišali v našem življenju mnogo, realizacije pa niso bile take. Lahko se spomnimo vseh predvolilnih obljub pa pol realizacijo tega. Lahko se spomnimo vseh obljub prevarantov, kaj vse obljubljajo, pa pol ne izpelejo. Že sam, če kupujete avto, hišo, posest ali karkoli, morate zmeraj biti previdni. Enako moramo postajati previdni, ko imamo opravka z recimo pravnim svetom, Tam te takoj nategnejo, sodišče ni pravica. Mislim, zakaj bi mogel človek na sodišče razlagati, da je že dobljena neka tožba, že imamo sodno prakso, ampak naenkrat mora mali človek, ki ga imenuje mali človek, mora se spustiti v pravo, da najde neko sodno prakso in nese sodniku in reče, halo, ti si opravil svoje delo ali ne, jaz sem ti prinesel papir, ker če ga ne bi bil pa kriv, Tok o pravici in sodnikih, ki zdaj so spet tudi v štrajku, revčki, boščki, tudi oni so
kar nekako deprivirani ali kaj. Njim nekaj ni prav, oni bi kao tudi spet mogli nekaj začeti delati, pa celo po pravici in resnici, ne? Ker do zdaj so oni delali taka jajca, da je za kozlat. Mislim, saj se kar ponavljam, ne? Kriminalci so na vladnih položajih, tisto, kar je bilo v Jugoslaviji na Golem otoku, je zdaj pri nas se imenuje elita, ne? Mislim, da Tito pa Jugoslavija je bilo kar prav, kakorkoli proba, kdo to obrniti na glavo. Sicer takoj po njegovi smrti so nas razdelili in nam zavladali točno kriminalci in organizirani mafici. Veste, organiziran kriminal je v bistvu najbolj kaznovan, po mojih spoznanjih, ne? No in zdaj v bistvu hočem še priti nazaj, da v bistvu človek se mora sam izobraziti. Če greš k sodniku, moraš pravo obvladati, pa ustavo vedeti, zato ker oni jo ne spoštujejo, že v štartu ne. Oni so vsi v kriminalnem dejanju. Nihče ni spoštoval ustave in so molčali, ko so gledali, ko so drugi hodili po ustavi. Kje so bili ti sodniki takrat? Zdaj bi pa plačo imeli. Ampak v redu je. Vse to, kar gledamo, je očitno izkaz, da denarja ni in izkaz, da v bistvu ne želijo početi nečesa, kar ni moralno, etično in okej, brez da bi za to bili plačani. Torej, denar je sveta vladar. Ja, in na tak način nam padajo veje oblasti. Zdaj, zakonodajna nam je že padla, sodna je v propadu, zdaj pa čakamo še to izvršilno vejo oblasti, ki bo tudi mogla en dan reči, jaz ne morem več v temi živeti, jaz bi hotel na soncu živeti, pa jaz bi hotel tebe imeti. A ne? To je Siddharta lepo zapela, pa ni edina, niso fanti od Siddharte edini, ki se trudijo dopovedati, da je svet ena velika banana. Zdaj, mi smo ugotovili, da če želimo mir, se ne moramo bojevati. Zdaj, umetnost vojskovanja njihovega smo pogruntali, da v bistvu oni želijo načrtno s prstom po našem miru drkati in mi smo ugotovili, da se proti temu braniti s proti napadom ne pripelje nikamor, ker oni tudi približno ne občutijo čustev tako kot mi, niti nimajo vestine, nič, niti jih boli briga za naše čustva, oni jih nimajo, sam da oni dobivajo vašo pozornost, našo energijo in da nas gledajo, kako pri tem trpimo. Oni v tem pa blazno uživajo. Torej, gre za neko drugo vrsto, ki enostavno ne moramo več reči ljudje. Kam sem pa zdaj zapeljal, ker sem hotel iz veje oblasti, pa mir. Vojskovanje, umetnost njihovega vojskovanja smo nagruntali. Mi smo pogruntali, kaj je njihov cilj, kdo je tukaj napadalec in kdo hodi k komu v zelje. Torej, oni v naše zelje, oni hodijo v naš mir in vso pravico imamo se temu ubraniti in se moramo ubraniti in ako v tistem momentu, ko postavimo svojo mejo, oni začnejo skakati okrog, da kako smo čudni, debilni, neumni, za našim hrbtom upravljajo, blatijo naše ime in tako naprej, pač naredijo ta smear campaign, kampanjo skupno, ne, pač oni se zorganizirajo, da če te zdaj nisem eno sovražil, te zdaj sovraži 10 ali pa 15 istih gumbcev, ne, ki imajo fokus narejen, kako pridobiti nekaj zase tekom dneva, tekom leta, tekom življenja. Ne? Meni, za ostale me pa boli k. To ni lastnost plemenskih, to ni lastnost rodovitnih. Mi smo rod, rodovitni, sorodni in narodni. Narodno zavest želim v nas malo zbuditi, razumeti, da smo sorodni v eni družini in oni so želeli to rodovitnost, kreativnost stalno pobijati in ker se bliža Prešernov dan, 8. februar, kjer sicer praznujemo njegovo smrt, kar je seveda njihova bolenija spet, ampak spomnili se bomo našega človeka, vam dajem eno tako domačo nalogo, dajte si mogoče prebrati kakšno pesem od Prešerna, ne, pa makar Dominus vobiscum ali pa Zdravico, si dajte malo pogledati, kolkenih verzij so nagruntali, sem da ne bi bila tista ta prava zunaj. Pač naredili so verzij, sej Prešeren je eno napisal, mogoče naredil en popravk in čao. In zdaj se pregovarjamo, katera verzija je prava in katera ne.
tudi Krst pri Savici in še njegovih pesnitev je na razpolago, kjer lahko ugotovite, da je bil to en strašno razsvetljen, prebujen človek, ki je opozarjal na vse to že leta 1800 pa nekaj čez. Torej, časi se niso spremenili, ker zavest njegova je bila takrat štuk višje in opazovala situacijo iz brezčasnega vidika. In tudi prehod v 5D, torej v prebujeno stanje, je del tega, da se konča čas, oziroma čas naenkrat za nas ne obstaja. In to bi bilo fajn, da v bistvu malo pogledate, kako je on, kako že Valfun in vojska Črtomerjeva in kako malo nas je, kako se je zlo pripeljalo noter, on je vse te stvari takrat fejst razdelil. No in skratka, to vojskovanje, tehniko vojskovanja njihovega smo pogruntali smo tudi način svoje obrambe in čas je, da definiramo tehnike, kako že, čakaj, tako dobro sem napad, ne gre za umetnost vojne, ampak gre za umetnost ustvarjanja miru. In mi smo v bistvu ustvarjalci miru na zemlji, kajti mi smo prvi pionirčki, ki smo rekli, mi se pa bojevanja z neskončnimi bojevniki pa ne gremo. Ker mi smo bili nekako vzgojeni v en film, sam tole naredim, pol bo pa mir. Vse ti bom, sem da bo mir. In tako smo mi delali kot budale, vse za to, da bi bil mir, ampak miru ni bilo nikoli. Zdaj smo ugotovili, da je ena druga tehnika, kako dobiš mir, in to tehniko širimo naprej in ne dovoljujemo, da nemirneži iz nas izvlečejo nemir. Naš rod, sorodniki, družina, pleme in domovinska ljubezen, se separira od teh parazitov, ki želijo ta naš rod med sabo skregati. Skregajo ga na osnovi izmišljotin, na osnovi igranja žrtev, medtem ko oni ustvarijo problem, mi provocirajo in na provokacijo mi reagiramo, oni obtožijo nas reakcije. Te reakcije jim mi nikakor ne smemo več dati in tako enega za drugim odklapljamo od nas. Reveži ostajajo sami in odzadej, pravzaprav višje, ko se devamo v frekvenco, višje, ko se umerjamo, bolj ti negativci odpadajo sami, ker vejo, da če pridejo preblizu tam, ki smo, zgradili svoj obrambni ščit, bliže, ko pridejo, bolj jo dobijo po prstih. In v bistvu njim dobiti po prstih je že to, da so razkrinkani. Ne morajo se več skrivati, grejo frontalno, naj si bo na državnem, zdravniškem ali pa vašem mikronivoju, nimajo več ideje po tem, da bi se skrivali, da bi pred nami nekako se šli te skrivalnice, ker je lakota že prehuda, torej neke Hunger Games so tukaj in nimajo več moči, da karkoli nad nami manipulirajo. Sekundico samo moram ugasniti tlele, da mi ne bo motilcev zvoka. Kartonca morajo zmeri kakšni zvoki zmotati. Pa nekako bom takole šel zdaj bolj na brzino čez par stvari, ki sem si jih zabeležil. Pravzaprav bom šel v rikverc. Naša biti je popolnost, kadar se popolno pretakamo, kadar skozi sebe spuščamo stvari, da grejo. Torej, ko spustimo iz sebe jezo, ko spustimo iz sebe zamere, ko iz sebe spustimo maščevanje, ko iz sebe spustimo žalost in vse, kar je preteklega sranja, je svet, ki je nam neuporaben. To je približno tako, kot da bi na vesoljsko ladjo pelil kariolo. Kaj boš stis kariolo na vesoljski ladji? Ne, karikiram, zmišljujem se. To so stvari iz preteklosti, tam so bile naše lekcije, tam smo bili mi, bom rekel, žrtve, tarče,
večni boj tisočletni proti nam rodovitnim, ki se je bojeval strani psihopatov in nekako je uspelo 100 psihopatom pripeljati skozi mind control, skozi kontrolo uma, da psiherajo milijone in milijarde empatov. Mi smo empati, rodovitni empati in oni so se odločili nas masakrirati, ker mi imamo dobroto. Našo dobroto so oni označili za našo šibkost. Našo pomoč, da smo pripravljeni pomagati, so označili kot naivnost. To, da pa nismo vedeli, da obstajajo psihopati, ki se prek tehnik izčrpavanja poigravajo z nami, to pa mi nismo vedeli in oni so rekli, da smo še neumni. No in zdaj ugotavljamo, da mi nismo tako zelo neumni, da imamo intelekt, inteligenco in dostop do modrosti in takoj, ko oni ugotovijo, da nisi več tako bukov, da te ne morejo več manipulirati, torej pogruntajo, da glih nisi zabit, pa takoj za njih postaneš blesav, nor, narkoman, idiot, lažnivec, vse sorce zmislijo samo, da oblatijo tvoje ime. Vendar, dajmo se zavedati, to je kaznivo dejanje. Tudi to je kaznivo dejanje, blatenje imena in upravljanje in omalovaževanje je kaznivo dejanje. Poniževanje je omalovaževanje, In kako delujejo mediji in politiki in neki doktori? Kako že? Mi smo, vi ste pa drek. A dej ga srat, ti si drek v celofanu, nič drugega. Nisi človek, nisi v sebi nič od integritete, Mi pa moramo zmeraj poslušati, pa glavo dol dati, pa ne vem kaj. Mi smo se že izobrazili in v svetu prava, v svetu medicine, v svetu prehrane, v svetu ezoterike, v svetu duhovnosti, v svetu, novinarstva. Postali smo raziskovalni novinarji in raziskujemo kot divji, da bi ugotovili, kaj neki se dogaja na svetu in kdo pravzaprav smo mi. Mnogo preveč vas in ljudi nasploh išče stvari od zunaj, tam zunaj. Kaj je nekdo napisal, kaj je nekdo povedal, kaj je nekdo razbrskal, kaj je nekdo nagruntal. Tak je nagruntal zato, ki je gruntal, ne zato, ki je iskal. In dajmo več tega, kar iščete zunaj sebe, informacij, dajte se večkrat usmeriti v sebe. Dajte se vležiti pa razmišljati o sebi, dajte tudi razmišljati, le kako Štefka pa Marička delujeta proti meni. Le kako jaz to prenašam. Ampak tisto v življenju, takrat je bilo to pa to, ampak vse pa me je pa nekaj naučilo. In tem stvarem se reče kontemplacija. In iti v svoj tempelj, come to temple, pridi v tempelj in izgradi svoj temelj v svoji hiši, kjer živi, v svoji vasi, kjer hiša mojega stoji očeta, je rekel Prešeren. Mečkam si ga dajte predelati, 8. februarja imamo live, da bomo naredili počastitev kulturnemu prazniku in otvoritvi maškarade, ki nam bo mogoče letos bolj jasno, kaj pravzaprav nakazuje vsa ta pustna norija, ki pravzaprav nima več stika s tem, kaj je bil poganski namen maškaranja, ampak to zdaj postaja ena velika drekarija, norija, blesarija, kjer se nori znorijo čist do daske in lahko vidite, kako izgleda maska, ki ima masko na sebi, kakšne bedarije dela. Kar če, se jo kao noben ne vidi, kdo je spodaj. In to mislijo doktori tudi zdaj, da mi ne vidimo skozi njih. Oni mislijo, da imajo še zmer masko. Cesarjeva nova oblačila. Kaj ne? Mislim, zanimivo je, kako ustrajajo v laži in mislijo, da jih noben ne vidi. To mi je čist noro, ampak hvala Bogu, da je tako. Verjetno so preveč glupi, da bi dohvatili pa malo okrog sebe pogledali, kaj jim dogajamo. Mi pravzaprav. Mislim, da jih opazujemo pri njihovem dejanju, nekako, da bi rekel, iz štuka više jih opazuješ in vse vidiš. Zdaj vidiš, kako so zapleteni. Oni ne vejo, kako bi z tega labirinta ven. Mi pa vidimo labirint iz vrha in bi jim z lahkoto pokazali pot, če bi oni želeli iti ven. In ko bodo želeli iti ven, bomo mi pokazali, no problem. Ampak
bo pa treba nehati delovati narobe, a ne? Pa pokasati se bo treba, pa sebe pogledati, kakšen si bil, to pa ne. Ja, zaradi tega ljudje raj s prstom drugam kažejo, ker če bi v sebe, bi tam boli, to pa ne, to pa nočem, da me boli. Ja, ampak protibolečinska terapija, to pa pripada vsakmu, ne? No, pa sej tudi mi imamo protibolečinsko terapijo s podobno glasbo, kot je v ozadju, s podobnimi razumevanji, da ljudje so zaglajzali s pomočjo zaradi lastnosti, ki jih imamo. Pohlep je v nas in žal se ga je preveč ljudi poslužilo. Ne? In to so te, bom rekel, skušnjave in ne peli nas v skušnjavo, je že v molitvi in točno skušnjavo je Satan naguzil pred oči. Izvoli, dobro je, pa še dinčke boš dobil, če boš delal zame. Imam občutek, da se ti kriminalci drugega držijo v zavrat, torej taki misli, da nateguje, je nategnjen in v bistvu nateguje tega, ki misli, da nateguje, tako da nekako drugega držijo v šahu, drug od drugega vejo kriminalna ali nečedna dejanja in tako nadovoljujejo, da bi kdorkoli izstopil iz te mafije. Mafija si vedno naredi varovalko, noter prideš z lahkoto, ven pa nikakor ne ali celo nikoli in zdaj vidimo, kakšno gmoto ljudi je imel Satan pod kontrolo, torej bom rekel teh 100 psihopatov, ki drži milijarde ljudi pod kontrolo a ne? In ja, prava moč se ne skriva v denarju, poziciji in bom rekel titulah ali karkoli, prava moč se skriva v ljubezni in velikodušnosti ter v poslušnosti da sledi vodstvu duše. A čem še enkrat povedati, da prava moč se skriva v ljubezni in velikodušnosti ter sposobnosti da sledi, ter poslušnosti da sledi vodstvu duše. Mi imamo v sebi voditelja, duša, ki je povezana z univerzumom. V miru in tišini se jo da slišati. V kaosu, zmedi, drami, ustrahovanju, pogojevanju se pa duše ne da slišati. To je ta intuicija, o kateri je toliko besed in brez intuicije so ljudje in zato potrebujejo nekega vodja. Ampak ta vodja je njihov nategun in zraven še naš nategun. Tako da dajmo se osredotočiti na to, da vsak empat ima v sebi vodstvo, ki že ve, kaj je prav in kaj ni. Sej ti, ki morijo nas, ljudi tudi vejo, da morijo, da ne bo pomote. Zaradi tega 11. Božja zapoved, ne delaj se neumnega, ker oni kao nič ne vejo, razen za čistilko vejo, koliko ima ona, ne vejo pa, da so cepiva, so tudi super koktejl, razen on ni cepljen, ker jaz mislim, da počasi ti kartončki cepilni ne bodo več dokaz, da si cepljen, ampak bo treba dati kar krvni vzorec krvi, da vidimo, če si zares cepljen. Kaj ti, če si cepljen, imaš v sebi to in to, če pa nimaš, potem pa nisi bil cepljen. Džabe kartonček cepilni tebi pa aplikacija o cepljenju. Vse res, kako pa kaj z aplikacijo, kaj vemo o kužnosti in nalezljivosti? Kužni so oni sami po sebi, pa ne zaradi virusa, zaradi svinjarije, ki jo nosijo v sebi in jo bljuvajo ven iz sebe skozi usta. Kaj ti? There is no amount of poison, torej na svetu ni količine strupov, ki lahko ubijajo naše telo. Samo lahko to naredi. Torej, samo sam sebe lahko ubiješ. Z In to je mind control. Kontrola nas je pripeljala, da nam nekaj blazno škoduje, da ovo. In če se z lahko zbolimo, torej tle imamo mi placebo efekt, poskuse, dokazila, da placebo efekt funkcionira, torej z se lahko umorimo ali pozdravimo. In čas je, da pozdravimo najprej da z pozdravimo kompletna naša telesa,
tako fizična kot energetska, na katerih smo ranjeni, čustveno ranjeni, smo pravzaprav za razliko od njih, ki uporabljajo sam pamet, ne, ki pravijo, da je boljša kot žamet, samo pamet uporabljajo, mi pa uporabljamo inteligenco čustev. Čustvena inteligenca. Dostikrat sem se spraševal, kaj je to zdaj čustvena inteligenca, no, končno mi je prišlo naprej, da čustvena inteligenca je, da imaš sposobnost čutenja, občutenja in občutenja frekvenc in intuicije. Mi pravzaprav živimo v istem svetu, na istem svetu, vendar na različnih valovnih dolžinah. Oni so kratki valovi, mi pa smo dolgi valovi, ali pa kontra, je čusen šmoren. Mi peljemo čez cel univerzum z našo vibracijo, oni vibracijo poberajo na ena in rabijo imeti stik. Zaradi tega želijo z vami biti v stiku, z vami v navezi. In vse te vezi je treba odbrisati, ker dokler smo na nekaj navezani ali so oni navezani na nas, potlej je črpanje v igri. Največja kazen za njih je, da jih pozabiš, zbrišeš iz glave, to jim je ulala, kako si ti lahko mene pa pozabil? Z lahkoto, ker si me razžeral. Predstavljajte si večerjo ali pa druženje z nekom kao prijateljem in vi po tem druženju pridete izčrpani. A je to, kar želite doma imeti? Za mizo doma. Želite imeti nekoga, ki vas izčrpa, ki vas spravi na argumentiranje, ki vas ponižuje, ki vas spravlja na svoj nizek nivo. Ne, zakaj potem dovoljujete? Odrežite jih stran nemudoma, na distanco, nemudoma. Ko boste dali distanco, bodo oni naredili žrtve največje svetovne, prasice navadne, a ne? Ampak moramo jih odrezati, ker druge opcije zaenkrat nimamo. Iščem rešitve, kako vam uspodbuditi, da boste čim prej odrezali in rad bi tudi razumel, kako njim pomagati, kako nam pomagati in kako njim pomagati. Iščem to že 1 leto pa pol norc, ker mi je ideja, da si pomagamo drug drugmu, vendar v tej fazi, v tem trenutku je edina opcija distanca. Če ne gre mentalna, gre distanca fizična. Ok. Empat pravzaprav oprosti iz enega samega razloga, zato da stvari pozabi in izbriše iz glave zavedno. Torej, mi oprostimo ljudem, ja, pa ne zaradi to, ker si zaslužijo, ker so s kakšnim dejanjem pokazali, da ja, si zaslužijo, da se jim oprosti. Ne, mi oprostimo samo zaradi tega, da nas ne razžera. Rečemo, ja, v redu je, super, si krasno, vija vaja ven, od tle in iz moje glave, ne mislim več na te. To jim je kazen največja. In glede na to, da se prebujamo pridno, če dalje bolj, je jasno, da tem hijenam in parazitom zmanjkuje hrane in to je tudi edini način, da jih sheramo. Ker mi se napajamo v naravi z naravo, saj pa vendarle smo narava in narava je del nas. Nas narava hrani, njim je narava dolgočasna stvar. Zdaj mogoče, ko so že glih do narave preletu, mi smo bitja narave in moramo živeti v naravnem okolju. Sistem je poskrbel, da nas je odklopil od narave in rekel, mesta so pa super. Čevlje gor, pa beton, pa avto, pa dimnik, pa smog, pa vsa svinarija, to je super, tle boste fino živeli, iz vasi pa vsi v mesta. Žalostno, ne? Koliko vasi in koliko domačij je ostalo praznih, ne? Medtem ko mesta pa, to pa je. Ni, ne? Če želite narediti nekaj na sebi, se morate povezati nazaj z naravo za začetek, ne? Če se češ sam s sabo, nisi solo enota na tej zemlji. Vsak je svoja enota v povezavi z zemljo, z naravo, z materijo. Zemljo, ki je prav tako rodovitna. Ima rod in ima grudo in ima prst in ima prsi, kjer se hranimo mi iz narave. Nas mesto ne nahrani z ničemer drugim kot s stresom, nemerom, beganjem sem in tja in
totalno nenaravnimi zvoki, ki jih nekako bomo rekli podzavestno, kar preslišimo, ampak v podzavest ipak prihajajo. No in če sem prej rekel, ni strupov na tem svetu, ki bi zastrupili človeka, bom dodal Bajaga, ki je rekel: otrov nic se jede, nic se puši, nic se guta, nic se njuši. Otrov, to je ono, što ide v uši. Zaradi tega, dragi moji, če želite vzdrževati svoj mir, ga ne boste s tem, ker boste jedli prehranske dodatke. Ga ne boste, če boste šli na vegansko dieto. Ne boste vi mirni zaradi tega, ker boste pokadili, ne vem, ali joint, ali posmrkali, jaz ne vem kaj. Mir se doseže, kadar popaste, kaj poslušate. Taka glasba, ki je v ozadju, je predpogoj za ustvarjanje mirne atmosfere v vašem mirnem okolju. Drug pogoj je, da ugasnete poročila, ki vam ostro govorijo: tam je Fides rekel, ne bo zaostrovanje stavke, ne igrajo kamerčijo, na videlo, na sonce ne pridejo, ne zapojajo, jaz ne morem več v temi živeti, pa ne nehajo to temo podpirati. Mi, ki smo že na soncu, nam je že vse v redu. Mi smo že šli med drevesa in smo že v medbedu, v temu, da se zdravimo stare rane, potem, ko smo odvrgli staro stran, malo poližemo pa pocajtamo, malo počakamo, če rabite počivati, počivajte. Energije, ki so okrog nas, so močne, jaz se v to načeloma niti nočem dosti poglabljati. Je prisotno mnogo energij, ki pomagajo nam pri vzponu višje, pri tem, da se razsvetljujejo stvari. Vojska ne bi bila na vseh mestih vlad, vse, kar gledamo, je film, ki ga izvajajo beli klobuki, da dokončno razkrinkajo ljudem, kakšne svinarije so se dogajale v ozadju, in očitno imamo v tem trenutku na tnalu zdravnike in sodnike, pa bom rekel dohtarje, zdaj nekje je bilo razbrati, pa niso vsi dohtarji taki. Res je, niso vsi taki, ampak zakaj pa se ne oglasi tisti, ki ni tak, pa bi rekel: kaj zdaj devate vse v en koš, jaz imam čisto lepo plačo, Jurje 800 ali pa 2 pa 200 in kaj me razlagate, jaz nisem dobil nobenega koronskega dodatka in nisem član Fidesa in ne štrajkam, tale prasac je pa res tak. Kje so zdaj ti zdravniki? Ne vem. Kje je en sodnik, ki bi rekel: banda, meni je 2 Jurja čist zadost in 5krat sem opozoril na neustavnost, imam papirje, ki sem jih vložil, pa je sodnik tole zavrgel. Kje je tak sodnik, kje je tak tožilc, kje je tak pravnik? Iščemo jih z lupo, pa zaenkrat neuspešno. Imamo pa na tnalu, imamo pa v ospredju vse banane tega sveta, kako bo zdaj še huje, in ker ne more biti huje, probajo pa z vremenom nam povedati, da je bolj mraz zaradi globalnega segrevanja. Imeti nas za bedake predaleč je lahko usodno, in kdor se igra s tem, da smo neumni, dobiva konkretno po prstih. In nič bat, vse je tako, kot mora biti, in štima, vse gre po protokolu in pride dan preobrata pravice in resnice, svobode za vse. Želim vam, da pri tem pomagate sami in vzdržujete svoj mir. Držite svoj mir. Če boste poskrbeli za njega, ste naredili velik korak za človeštvo, kajti eden pa bo nastal mir. Ne morajo več kaotike širiti. Veste, ni šanse in jo tudi ne bojo, in čas je, da gre ta igra k koncu. Dragi moji, ljubljeni smo vsi, odpuščeno je vsem, za vse napake, da le jih ozavestimo in rečemo: ok, falil sem, tole pa res ne smem, imam moralo, etiko in želim biti dober človek, želim biti del rodu, ki je bil napaden, da bo izbrisan. Ne bodo nas, nikoli nas ne bodo, ker nas ne morajo, pa bi nas. Ker mi smo Slovani in smo sam eni in smo neizbrisljivi. Dragi moji, držite se, ljubljeni, uživajte. Čau, čau.